Lep pozdrav, spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in pa ljubitelji tretje slovenske nogometne lige Vzhod. Pred nami pa v bistvu derbi, bi lahko rekli, med Vidmom ter Zavrčom. Derbi bolj zaradi teh medsosedskih odnosih, če lahko tako rečem. Kar se pa tiče same prvenstvene lestvice, pa Videmčani trenutno na drugem mestu, nogometaši Zavrča pa se nahajajo na 9. mestu s 23 točkami, pri Vidmu pa so jih zaenkrat zbrali 37, pred tem krogom zaostajajo za 2 točki za vodilno ptujsko Dravo. Ja, tudi tribune stadiona v Vidmu so lepo zapolnjene, mi pa si pred samim začetkom še pogledamo obe začetni postavi. Pri Vidmu v vratih Denis Zajc, nato pa v polju Mesarič, Zdovc, Robert Kureš, definitivno najnevarnejši nogometaš Vidma, Jan Špurej, Sebastian Krajnc, ki je kapetan domače zasedbe, David Ferčec, Aljaž Ploj, Žiga Krušič, Blaž Cesar ter Klemen Kelc, na klopi pri Vidmu pa Žiga Kokol, vratar, nato pa še Alen Planšek, Marcel Žižek, Anej Kirbišter, Domen Vidovič, trener domače zasedbe Gorazd Černila. Pri gostih pa v vratih tekmo začenja Žiga Maroh, v polju Rok Kelc Vnuk, Predikaka Denis Potočnik, ki je kapetan Zavrča, Darjo Letonja, Alen Jambriško, Jaša Bojnec, Rok Kajzer, Rok Cesar, Marcel Korenter, Dejan Draškovič. Na klopi na svojo priložnost pa čakajo vratar Anže Šibila in še Jusuf Tursanovič, Nikola Vočajec, Marko Furjan, Rok Zorko ter Mihael Jakopanec, trener gostujoče zasedbe pa Robert Hojnik. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice je Matej Kapun, njegova pomočnika pa Staša Špur ter Rene Filipič, delegat tekme pa je Žiga Dobrun. Ja, kot že rečeno, če pogledamo stanje na prvenstveni lestvici, so Videmčani danes v vlogi favorita, a pri Zavrču jasno, vsi želijo, da se uvrstijo nekoliko više, oziroma si želijo višjega položaja na prvenstveni lestvici. Recimo za 5. šampionom zaostajajo zgolj za 4 točke, za 4. Korotanom 5, tako da v bistvu bi se z nekim dobrim nizom rezultatov lahko postavili, oziroma bi lahko bili rangirani veliko više. Na drugi strani pa Videmčani, kot že rečeno, v boju za naslov prvaka s Ptujsko Dravo, s katero so se pomerili tudi v prejšnjem krogu na Ptuju, na stadionu, in doživeli boleč poraz s 3-1, in tako na nek način izpustili prvo mesto na prvenstveni lestvici, na katero so se uvrstili po 16. krogu, ko so premagali Ljutomer z 1-2, Drava pa je takrat izgubila na gostovanju v Račah. Če se dotaknemo teh rezultatov, Vidma pa še v 15. krogu, ki je bil prvi krog nadaljevanja, medtem pa prvi napad za domače, strel visoko čez gol Maroha. Kot že rečeno, Videmčani so do tega poraza v prejšnjem 17. krogu proti Ptujski Dravi oziroma ta spomladanski del prvenstva štartali z 2 zmagama, 3-0 ugnali Rače ter še na to v 16. krogu 1-2 Ljutomer. Tako so na 3 tekmah zabeležili 6 točk. Na drugi strani pa pri Zavrču na 3 tekmah v tem spomladanskem delu prvenstva 1 zmaga, 1 remi in 1 poraz, 4 osvojene točke. Začeli so s porazom v 15. krogu, doma so izgubili proti celjskemu šampionu z 1-2, na to remi v Prevaljah proti Korotanu z 1-1. V prejšnjem krogu pa so na svojem igrišču z 2-1 ugnali Rače. Medtem v prvem napadu tudi nogometaši Zavrča po levi strani, bo izvedel Koren. Koren s podajo v napad, kjer pa ni bilo nobenega izmed njegovih soigralcev, tako da gol za domačega vratarja Denisa Zajca. Kot zanimivost še lahko povem, da sta Denis Zajc, ki je golman pri Vidmu, in pa Blaž Cesar, številko 22, nekdanja člana Cirkulan. Se po tistem razpadu v Cirkulanah, ko so se odločili, da bodo
začeli vse graditi znova, zdaj v drugi MNZ Ptuj, sta prešla v Videm. Nekaj teh nogometašev, ki so iz Cirkulan prestopili, imamo tudi v Zavrču, jasno, to je veliki derbi, Zavrč, Cirkulane, naprimer Jaša Bojnec je eden izmed teh, ki je prestopil iz Cirkulano Zavrč. Prosti strel pa za Videmčane z desne strani, pri žogi Robert Kureš. Podaja proti oddaljenejši vratnici, previsoka za vse nogometaše v kazenskem prostoru in gola od Zamaroha. Kar se pa tiče samih medsebojnih tekem, pa sta se ekipi do sedaj v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod pomerili trikrat. Videli smo eno zmago Vidma, dvakrat so slavili pri Zavrču, dvakrat pa sta še moštvi razšteli z neodločenim rezultatom. V gol razliki je 10-7 v prid Zavrča. Prekršek Krajinca nad Predikako, prosti strel za nogometaše Zavrča. Ekipi pa sta se na zadnje pomerili v petem krogu letošnje sezone v Zavrču, kjer smo bili priča delitvi točk, bilo je 1-1. Videmčani so sicer povedli že v 5. minuti z golom Kureža, nato pa je končnih 1-1, kot se je izkazalo na koncu, v 60. minuti postavil Rok Kajzer. Pri žogi za izvedbo prostega strela pa Denis Potočnik proti oddaljenejši vratnici. Tudi ta predložek nekoliko previsok, prehiter za vse nogometaše v kazenskem prostoru. Denis Zajc pa že na hitro žogo pošilja na desno stran, kjer se je odkrival Žiga Krušič. Dobro so bili postavljeni v obrambi gostujoči nogometaši. Na koncu pa za goste zadnje žogo igral Jan Špurej. Zauta Koren, izbija Kelc, nov out za Zavrč. Koren je takoj v napadu iskal Jan Briška, kateri pa se ni najbolj znašel v tej situaciji. Zaenkrat brez kakršnikoli priložnosti na eni ali drugi strani. Niti ni tiste prave kombinatorne igre strani obeh ekip. Denis Krajinc oziroma Zajc, pravičujem, tokrat na kratko na levo stran, kjer je Zdovc vrača Mesariču. Kelc proti Krajincu. Ja, Kelc tokrat na položaju centralnega branilca. Po večini smo ga vajeni na bočnem položaju, tokrat pa, kot že rečeno, na položaju centralnega branilca, na desnem bočnem položaju pa igra Jan Špurej. Kelc mirno nazaj proti Zajcu. Domači zdaj v teh trenutkih želijo nekoliko stopiti na igro oziroma na žogo in tako morda preko organiziranih daljših napadov prihajati do svojih priložnosti. Kelc s podajo, Zdovc je žogo odložil proti Ferčecu, še vedno Ferčec pred golom, mirno Maroh. Maroh takoj z dolgo podajo naprej, mirno Mesarič z glavo žogo spušča proti kapetanu Krajincu. Mešali so se goste, ki so prišli do posesti v dokaj ugodnem položaju. Denis Potočnik, prenos na desno stran, neuspešen, na mestu Zdovc. Na desni strani se je odkrival Rok Cesar. Poskus podaje v prostor, tokrat strani domačih, kjer je bil že Robert Kureš, neuspešen poskus Videmčanov.
se je znašel Ferčec, še vedno Ferčec pri žogi, ki je spodajal prostor, iskal ali Kureža ali nogometaša na desni strani, mislim, da je bil to Aljaž Ploj, če se ne motim, ampak nobeden izmed teh dveh ni stekel. Špurej proti Ploju, znova Špurej, Ploj na mestu gostujoči nogometaši, natančneje dobro je bil postavljen Dario Letonja. Znova Špurej iz avta proti Krajncu. Krajnc Zdovc. Zdovc je videl tekajočega Kureža. Na mestu Rok Kelce Vnuk, če se ne motim. Špurej proti Kelcu, ja, domači v teh trenutkih vzpostavljajo neko ravnotežje oziroma manjšo prevlado nad gostujočimi nogometaši. Mislim, da smo nekaj podobnega tudi pričakovali, da bodo pri Zavrču na svoje priložnosti čakali z teh protinapadov. Kelc, Mirno Kelc, Špurej oziroma Aljaž Ploj, ta še enkrat več nazaj proti Mesariču, Blaž Cesar z diagonalno podajo na levo stran, lepo je zadeval Zdovca. Zdovc še vedno pri žogi, nam pazi Rok Kelc Vnuk, Zdovc izbija Koren. Draškovič najvišji v skoku, dokončno je izbil Rok Kelc Vnuk. Bojnec takoj s prenosom na levo stran, kjer se nekaj prostora odpira Letonji. Letonja, dovolj pozoren pa v obrambi Špurej. Out za nogometaša Zavrča. Izvajalec bo Koren. Še vedno Koren pri žogi, Koren na levi strani. Bojnec v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Predikaka in gol. Zavrčani vodijo z 0:1, v 10. minuti pa je prvi zadetek na tekmi dosegel Gregor Predikaka po podaji Bojneca. Slabo so tokrat v kazenskem prostoru posredovali oziroma bili postavljeni domači branilci. Vse skupaj je izkoristil Predikaka, z glavo mirno zadev, premagal domačega vratarja Zajca in kot že rečeno, od 10. minute naprej gostje vodijo z 0:1. Ja, boleč udarec zagotovo za domače nogometaše, ki na nek način so lahko dobili občutek so v teh trenutkih oziroma v zadnjih minutah prevzemali pobudo. Predikaka v boju za žogo, na koncu mu je ta odšla z igrišča in to bo out za Videmčane, izvajalec bo Zdovc. Zdovc proti Kurežu, Kurež se je dobro obrnil na to podajo kazenski prostor, kjer ni bilo nobenega izmed njegovih soigralcev. Videmčani ohranjajo žogo v svoji posesti. Špurej je krenil po levi strani, dobro je bil postavljen Letonja. Letonja takoj proti Jambrišku, Jambriškov prostor do Predikake, izbil je Mesarič, Predikaka je žogo uspel zadržati v igrišču, lepo Predikaka, ki je želel na koncu samostojno akcijo zaključiti. Krušič, Ferčec, žogo je izgubil Ploj. Prekršek na koncu Sebastjana Krajnca nad Potočnikom.
opozorilo za domačega kapetana. Kar se tiče zadetkov v tej sezoni pri Zavrču, najboljši strelec Denis Potočnik s 7, proti Zorku jih ima 5, prav tako je, če mu prištejemo tega današnjega svojega 5. dosegel Gregor Predikal, 4 ima Rok Kajzer, po 2 pa sta dodala Jaša Bojnec in Matevž Kukovec. Potočnik proti oddaljenejši vratnici, kjer se je odkrival Draškovič, kateri pa je, kot se kaže, bil v prepovedanem položaju. Prosti strel je na hitro izvedel Zdovc na levo stran proti Ferčecu, ta pa žogo vrača Zdovcu. Blaž Cesar, Kelc, Ploj, znova vrača Kelcu. Predolga podaja za Ferčeca, out bo pripadel nogometašem Zavrča. Izvajalec Vnuk, najvišji Krajnc v skoku, Bojnec je žogo mirno spustil, a na koncu še enkrat več do posesti Videmčani, Krajnc vrača Blažu Cesarju, ta na levo stran, kjer je Zdovc. Pa je našel Ferčeca. Ferčec pa vse nazaj do Kelca. Prižgovir Žiga Krušič, še vedno Krušič proti Špureju, Krušič proti oddaljenejši vratnici najvišji Kureš, ki je z glavo žogo spustil proti Zdovcu, a dobro so vse skupaj spremljali gostujoči nogometaši in vse skupaj izbili. Zdovc, Blaž Cesar, znova Zdovc, Ferčec proti Krajncu, pa je našel Jaža Ploja, ki je videl, kako uteka Ferčec, nekoliko prehitra podaja za slednjega, pravočasno je zaradi tudi Maroh. Koliko nespretno Špurej, srečno se je vse skupaj išlo za domače nogometaše, Zajec pa žogo pošilja v out. Tokrat out za nogometaše Vidma. Draškovič z diagonalno podajo na levo stran, neuspešen poizkus gostov. Špurej z avta proti Krajncu, znova Špurej. Dobro si je žogo ustavil Žiga Krušič. Blaž Cesar je bil najuspešnejši, prekršek pa je storil Alen Jambriško.
Tudi vidimo, veliko poizkušajo s temi dolgimi podajami. Zaenkrat ne preveč uspešni pri teh. Nogometaši Zavrča dobro stojijo v fazi branjenja. Zdavc je takoj iskal Ploja. Tokrat Zdavc iz avta proti Ferčecu. Izbil je Vnuk in to bo nov avt za domače nogometaše. Zdavc proti oddaljenejši vratnici izbija Koren. Do žoge pa je prišel Dario Letonja. Letonja takoj v tem krilnem položaju na levi strani do Korena. Hitrejši od Korena pa na koncu Blaž Cesar. Udarec v glavo je prejel Sebastian Krajnc v tem dvoboju. Mislim, da z bojnecom Krajnc je že ostal in tekma se nadaljuje. Zdavc znova do Mesariča, ta do Kelca. Kelc znova proti Mesariču. Ploj nazaj proti Cesarju. Lahko vidimo, da se Cesar iz zveznega položaja vedno pretransformira, bi lahko rekli, nazaj na centralnem položaju. Kelc in Mesarič pa stopita nekoliko levo in desno. S tem imata bočna branilca nekaj več prostora, da se lahko preselita nekoliko višje. A zaenkrat tudi to dobro berejo v vrstah Zavrča. Kureš s podajo proti Cesarju, vmešal se Jambriško oziroma Letonja. Letonja je takoj iskal Predikako, kateri pa je bil v prepovedanem položaju. Kelc s prenosom na levo stran proti Ferčecu. Ferčec je videl, kako uteka Kureš. Takoj podaja znova naprej proti Predikaki, tokrat ga je iskal Jambriško. Ja, vidimo, da gostje, ko pridejo do žoge, takoj poizkušajo s tem direktnim prehodom, išče se v napadu Predikaka. Iz avta Vnuk. Jambriško takoj znova do Predikake. Predikaka v preigravanju. Na koncu je vendarle Zajc ubranil. Žogo z igrišča pošilja Kelc, na tleh je obležal vratar domačih Denis Zajc, ki je nekoliko okreval pri izhodu z gola v tem primeru. Predikaka se je zato znašel v dokaj ugodnem položaju za strel na gola, vendarle v zadnjem trenutku dobro posredovanje domačega vratarja. Mislim, da bo lahko vratar domačih Denis Zajc brez večjih težav nadaljeval s tem dvobojem. Žogo pa gosti športno vračajo domačim, ki so jo postali zaradi tega, ker je na tleh obležal njihov vratar z igrišča. Pri Zavrču pa so se izkazali s to športno potezo, žogo domačim vrnili. Zdavc mirno, Zdavc proti Cesarju, Cesar Ploj, ta znova vrača Cesarju. Ja, veliko je teh kratkih podaj, predvsem v tej začetni fazi napada pri Vidmu, brez še vedno manjka tista prava zadnja podaja, s katero bi se domači znašli v priložnosti. Tokrat Kelc prehitro
Slaba podaja strani Kelca v tem primeru. Biserič s povratno podajo proti Zajcu. Ja, se tudi na drugi strani, razen tega zadetka, nogometaši Zavrča niso imeli kakršnihkoli resnih situacij, oziroma da bi bili nevarni, zelo težko tudi zadržijo žogo v svoji posesti, a prišli so do tistega, kar šteje, bi lahko rekli, do zadetka, s katerim so 10 minute tudi v vodstvu. Po podaji Bojneca je z glavo zadev Predikaka. Je pa res, da je treba izpostaviti, da gostje zelo dobro, čvrsto, organizirano stojijo v fazi branjenja, s tem tudi onemogočajo Videmčanom, da bi prišli do kakšnih večjih priložnosti. Zdovc s strelom proti golu v bloku gostje, ne vem točno natančno, kateri izmed nogometašev je blokiral ta strel, žoga ga je na poti do gola zadela v glavo. Če se ne motim, gre za Draškoviča, ki je obležal zaradi tega udarca v glavo. Še vedno na tleh Draškovič. Mislim, da bo lahko centralni branilec Zavrča brez večjih težav nadaljeval s tem dvobojem. Manjša osvežitev za Draškoviča in je že vse v redu, lahko bo nadaljeval brez težav, kot že rečeno. Udarec iz kota za Videm, izvajalec Kureš. Kureš proti oddaljenejši vratnici, kjer se je v dobrem položaju znašel Zdovc. A na koncu žoga ni hotela v mrežo, ampak zgolj še do drugega kota domači nogometaši sijajna podaja Kureža, ki je lepo videl, kako je na oddaljenejši vratnici povsem osamljen Žiga Zdovc. Z druge strani pa bo kot za domače izvedel Ploj. Ploj tudi on proti oddaljenejši vratnici, tokrat so bili nogometaši Zavrča pozorni na tak način izvedbe. Draškovič je izbil, a mislim, da znova v kot, še tretji na tej tekmi za nogometaše Vidma. Še oster predložek, potekal je Ferčec, dovolj pozoren je bil Maroh. Cesar znova proti Kurežu, Kureš brez težav mimo Bojneca, Kureš znova pa na mestu Draškovič, a še v četrti kot za Videm, ki v teh trenutkih pritiska in išče zadetek za izenačenje. Še enkrat več proti oddaljenejši vratnici, tokrat pa je žoga preletela praktično vse nogometaše v kazenskem prostoru in pri Zavrču so preživeli ta nalet domačih. Maroh jasno si bo vzel nekaj časa več za izvedbo tega golouta. Maroh, slaba izvedba golouta strani gostujočega vratarja, out za Videmčane. Zdavc lepo je Kureš žogo odložil v Ferčecu, Bojnec in pa Rok Cesar sta pritiskala na Ferčecu, kateri je padel brez prekrška po mnenju glavnega sodnika. Na desni strani Špurej, znova na mestu Draškovič, Krajnc iskal Krušiča, znova pa izbijajo gostujoči nogometaši, ki se v teh trenutkih nekoliko panično branijo.
opozorilo na klopi, mislim, da za Vserbana, predvsem zaradi ugovarjanja glavnemu sodniku. Denis Vserban, nekdanji član Podvincev, če se ne motim, še v lanski sezoni tudi kot pomočnik trenerja, predtem pa jasno tudi nogometaš ekipe Podvincev. Sledila je selitev v Zavrč. Out za Videmčane, izvajalec pa Špurej. Špurej iskal Kureža, na mestu je bil Koren, Bojnec. Krajnc je pametno žogo izpustil z igrišča. Še drugi out, tretji v zadnji minuti bi lahko rekli za Videm. Špurej je iskal Ferčeca, Ferčec se je lepo znašel v Kajzerju, Ferčec strelja mimo gola. Mimo gola Ferčec, ja, lepa samostojna akcija strani Ferčeca, ampak nekoliko slabši zaključek z levico, mimo leve vratnice vratarja Maroha. Prva takšna prava akcija oziroma prava nevarna akcija strani domačih na tej tekmi, kljub temu, kot sem že dejal, da so vsaj po večini že od samega začetka domači nogometaši tisti, ki narekujejo ritem na tej tekmi. Ferčec in Vnuk v dvoboju, brez prekrška tokrat nad Ferčecom, zanimiva odločitev glavnega sodnika, mislim, da je bilo prisotno vlečenje strani Vnuka. Po levi strani se v napad vključuje Koren. Koren na desni strani nekaj prostora za Roka Cesarja. Ta pred vrata, kjer se je znova smukal Predikaka, Potočnik, še vedno Potočnik, na koncu v bloku Kelc. Denis Zajec pa takoj z dolgo podajo je videl tekajočega Kureža. Draškovič zaenkrat dovolj pozoren na te visoke podaje strani domačih. Ferčec, mirno Ferčec proti Zdovcu. Še vedno Zdovc, Ploj v prostor proti Krušiču. Izbil je še enkrat več Draškovič. Kajzer in Draškovič na teh centralnih položajih v obrambi zaenkrat zelo dobro stojita, čvrsto, močno, onemogočata predvsem Kureža, bi lahko rekli. Zdovc, nevaren predložek, kjer je bil Kurež v sijajnem položaju za izenačenje, povsem sam, oziroma prišel je pred Kajzerja, ki ni bil pozoren, ampak zgrešil zares ugodnega položaja. Lepa priložnost, še druga za Videmčane, da bi prišli do izenačenja, ampak na nesrečo domačih navijačev zaenkrat Videmčani niso uspešni pri zaključkih akcij. Tako 10 minute naprej ostaja ta minimalna prednost Zavrča z 0:1, teče pa 31 minuta v prvem polčasu. Ja, takoj, ko sem dejal, da dobro stojita centralna branilca pri Zavrču, da sta pozorna na Kureža, je slednji odgovoril, se znašel v sijajni priložnosti. Predikaka v samostojni akciji, še vedno Predikaka pri žogi, Predikaka, ki je priboril kot svoji ekipi. Nikakor nista mogla žoge odvzeti Predikaki, Kelc ter Mesarič. Izvajalec skota za Zavrč pa kapetan Denis Potočnik. Potočnik, oster predložek, izbili so domači nogometaši, na koncu pa panično, nespretno Letonja. In out za Videm. Krajnc izbija
Špurej tudi nespretno in to bo za Zavrčane. Ja, dve nespretni potezi na eni in na drugi strani. Izvajalec avta za gostujoče nogometaše pa Koren. Koren je iskal Briška oziroma Letonjo, še vedno pri žogi Koren, nekoliko na silo je poizkušal Koren v tej situaciji. Golaut za Zajca, na hitro, na kratko, na levo stran s podajo proti Zdovcu, ki ima veliko prostora na tej levi strani. Še vedno pri žogi Zdovc. Zdovc je iskal Ferčeca. Žogo je ohranil igrišča, vendar le ne. Mislim, da je Cesar vendarle uspel žogo ohraniti v igrišču, po mnenju sodnikov temu ni bilo tako. Avt je pripadel Vidmu, a domači so žogo hitro zapravili. Mesarič najvišji, podaja proti Krajncu, Krajnc brez težav mimo Potočnika, vmešal se Koren, nekaj prostora za hiter protinapad za gostujoče nogometaše, težave ima Zajc, Predikaka, na koncu vendarle do strela, če se ne motim, Dario Letonja in od 34. minute so gostje v prednosti za 2 gola, 0-2, tokrat pa strelec Dario Letonja. Ja, vse skupaj se je začelo z nekoliko nespretnim posredovanjem domačega vratarja, ki se znova ni mogel odločiti ali oditi z gola ali ne. Znova je preveč čakal, Predikaka je zelo hiter nogometaš, ta je prišel do žoge in na koncu s podajo v kazenski prostor, ta je prišla do Letonje, ki je mirno zaključil in kot že rečeno od 34. minute naprej z 0-2 vodijo pri Zavrču. Ja, 2 pravi priložnosti, 2 zadetka nogometašev Zavrča, ki mirno stojijo v fazi branjenja, čvrsto kot že rečeno in vse svoje priložnosti, ki jih dobijo zaenkrat tudi izkoristijo. Treba pa je še izpostaviti, da so pred tem drugim golom Zavrča Videmčani imeli 2 svoji lepi priložnosti, eno je zapravil Ferčec, drugo, ta lepšo bi lahko rekli, pa z glavo Robert Kureš. Videmčani pa zdaj je v zelo težkem položaju pred nadaljevanjem tega dvoboja. Mislim, da si želijo, da bi pred koncem prvega dela prišli vsaj do znižanja rezultata, da si nekoliko olajšajo zadeve oziroma da se znova vključijo v tekmo pred drugim polčasom. Kureš znova spreten v kazenskem prostoru. Golaut za Maroha. Ja, Videmčani so nevarni, zelo težko bodo gostje zdržali brez prejetega zadetka, kajti nogometaši Vidma bi lahko rekli tako iz minute v minuto stopnjujejo te svoje napade. Tudi ta drugi gol Zavrča, vsaj zaenkrat tako videti, jih ni odrezal, še vedno vztrajajo, iščejo svoje priložnosti, verjamejo. Krajnc najvišji v skoku, avt bo pripadel nogometašem Zavrča. Izdal pa Koren proti Potočniku. Potočnik s prenosom na desno stran, kjer pa ni bilo nobenega z njegovih soigralcev. Slaba poteza strani Potočnika v tej situaciji. Mesarič mirno proti Kelcu. Krajnc prišel med 2 centralna branilca, bo on tisti, ki bo iskal najboljše rešitve. Blaž Cesar podaja znova nazaj proti Mesariču, ta do Krajnca. Kelc v bloku Predikaka, kateri je prijel neroden udarec v tej situaciji.
Kelc je iskal Kureža, na koncu pa za nogometaše Zavrča. Težka podaja je bila to za Kureža. Vnuk je videl utekajočega Letonija, če se ne motim. Tokrat na mestu obramba Vidma. Blaž Cesar proti Krajncu, Krajnc na desno stran, kjer je Krušič. Špurej, znova Krajnc. Krajnc ima težave, napaka kapetana Krajnca. Do žoge je prišel Jan Briško. A Mesarič uspešnejši, Bojnec mirno na levo stran, ker napad prihaja Letonja, ta znova do Bojneca, Bojnec je našel Potočnika, ta znova vrača Bojnec, Letonja. V teh trenutkih pa gostje uspešno zadržujejo žogo v svoji posesti, znova Bojnec. Koren, Potočnik, ta znova nazaj proti Korenu, Koren do Kajzerja, Kajzer pa vse nazaj proti Marohu. Maroh, dobra, lepa, diagonalna podaja proti Letonji, ta je žogo spustil Korenu, znova Bojnec, ta pa še enkrat več nazaj do Draškoviča. Draškovič pa znova vrača Marohu. Ja, tudi ta igra zdaj nam da vedeti, da so gostje zelo zadovoljni s to prednostjo 2 zadetkov. Lepo se je znašel Letonja. Predi kaka strelja, brani Zajc, sjajna priložnost za povišanje prednosti na 3-0 za goste, a tokrat je Zajc dobro odreagiral in rešil Videmčane še večjega zaostanka v tem prvem polčasu, na koncu pa bo žoga vendarle pripadla domačim. Prosti strel, Špurej ga je na hitro izvedel s podajo proti Mesariču, Mesarič na levo stran, kjer je Zdovc izbijajo pri Zavrču. Zdovc nazaj proti Mesariču, Mesarič Kelc, še vedno Kelc pri žogi. Kelc je iskal Špureja. Nekoliko prehitra podaja za slednjega in to bo out za nogometaše Zavrča. Na koncu prekršek Letonje, ki bo prejel rumeni karton prvi na tej tekmi, ne zaradi samega prekrška, ampak zaradi ugovarjanja te reakcije na koncu oziroma po prekršku, ko je žogo nastreljal z igrišča. Še vedno ima nekaj težav s tem, da se pomiri Dario Letonja. A to zdaj ni potrebno, Zavrču imajo prednost 2 zadetkov, kar se da pod kontrolo. Sam obračun bi lahko rekli, kljub temu, da je Videm tisti, ki igra, ne puščajo veliko prostora domačim. Bomo videli pa, ali lahko pri Vidmu pridejo do znižanja prostih standardnih položajev. Ki žogi pa Plojin Kureš, tokrat Kureš s podajo v kazenski prostor. Ferčec, najvišji gol! Gol David Ferčec v 42 minuti, pa znižanje prednosti strani domačih po podaji Kureža z prostega strela. Najvišji David Ferčec, ki je z glavo lepo zaključil in ja, v 42 minute so domači prišli do znižanja z 1-2 in se tako vrnili v ta dvoboj. Prav gotovo gol, ki jim bo dal dodatnega elana, bi lahko rekli.
To je tisto, kar so vsi želeli pri Vidmu, da do konca tega prvega polčasa pridejo vsaj do enega zadetka, se nekoliko znova priključijo, a pred tem golom v prejšnjem napadu, če se ne motim, so imeli pri Zavrču lepo priložnost preko Predikake, ampak dobro je obranil Zajec. Bomo videli, kako se bodo zdaj gostje postavili, kako bodo odreagirali na ta prejet zadetek. Lahko pričakujemo ta zadnji juriš v tem prvem polčasu, v teh zadnjih 2-3 minutah strani Vidma, da bi morda prišli še do drugega zadetka in izenačenja pred koncem prvega dela. Zdovc proti Ferčecu. Ferčec pametno žogo izpušča z igrišča. Potočnik, pritiska Ferčec, izbil je Potočnik, Predikaka se je dobro znašel v Mesariču, ki je storil prekršek. Mesarič jasno se je zdi sam nase, na to pa ne spametno strani gostujočih nogometašev, nepotrebna hitra izvedba prostega strela. V teh trenutkih mislim, da bi morali pri Zavrču stopiti na žogo, zadržati oziroma zdržati še to minuto in pol, da se izteče prvih 45 minut. Blaž Cesar z dolgo podajo iskal je Kureža, pravočasno zvrat Maroh. Mesarič najvišji. Potočnik, oster prekršek Ferčeca nad Bojnecom. Najvišji Špurej. Prekršek Predikake nad Kelcem. Izvedbi prostega strela bo Kelc prepustil Zajcu. Gostujoči nogometaši na desni strani ima nekaj prostora. Rok Cesar, prostor proti Potočniku, tokrat pravočasno zvrat Zajec. Zajec pa znova takoj z dolgo podajo, jasno iskal je Kureža, še enkrat več pa Mirno Draškovič, Vnuk. Rok Cesar, do žoge so prišli Videmčani, Kurež, koji so vzdolne podaje. Neuspešen Zdovc na levo stranki je Ferčec. Ferčec še vedno v posesti, Ferčec Blaž Cesar. Blaž Cesar je videl utekajočega Špureja. Špurej in Kajzer v dvoboju, še vedno Špurej. Nobeden, lepo se je Špurej znašel v Kajzerju, podaja pred gol, kjer je bil Kurež, če se ne motim, lepa priložnost oziroma obetaven napad za domače nogometaše in glavni sodnik je med tem odpiskal konec prvih 45 minut, na odmor pa z minimalno prednostjo 1-2 odhajajo gostujoči nogometaši. Prvi gol na tekmi smo videli v 10. minuti, Gregor Predikaka ga je dosegel za goste, na to povišanje Zavrča v 34. minuti preko Letonje. David Ferčec pa je Videmčane nekoliko znova priključil oziroma vrnil to tekmo v zaključku prvega polčasa. V 42. minuti po podaji Kureža je bil najvišji v skoku in tako postavil rezultat prvega polčasa, se pravi Videm Zavrč na odmor 1-2.
Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji tretjeligaškega nogometa. Pred nami je drugi polčas tekme 18. kroga med Vidmom ter Zavrčom. Po prvem delu pa gostje vodijo z 2-1. Prvi gol na tekmi smo videli v 10. minuti, ko je Predikaka z glavo zadev za vodstvo Zavrča, na to povišanje prednosti gostov v 34. minuti preko Letonje, končnih 1-2 po prvem delu, pa je v 42. minuti postavil David Ferčec, ki je s tem na nek način znova ubudil, vrnil upanje v Videm, da morda lahko domači vendarle preobrnejo vse skupaj. Ja, bomo videli, kako se bodo tako eni kot drugi lotili tega drugega polčasa. Sredine igrišča pa bodo za ta drugi del krenili domači nogometaši, ki ta dvoboj igrajo v svojih tradicionalnih rumeno-zelenih barvah. Na drugi strani pa imamo Zavrč v beli športni opremi, tudi zamenjavo. Prvo smo videli na tej tekmi pred začetkom tega drugega polčasa. Iz igre je odšel Špurej, v igro pa je vstopil Alen Plajnšek. V bistvu gre za spremembo na desnem bočnem položaju. Alen Plajnšek nekoliko bolj izkušen nogometaš. Bomo videli, kaj lahko prinese za ta drugi del Videmčanom. Pri Zavrču pa zaenkrat še brez zamenjave, jasno, trener gostov Robert Hojnik prav gotovo zadovoljen s to prednostjo in tudi samo predstavo. Odzadaj so bili pri Zavrču dokaj čvrsti, bi lahko rekli, niso pustili veliko priložnosti Vidmu. Sicer so slednji imeli zraven tega zadetka še vsaj 2 lepi, bi lahko rekli, a tudi Zavrč zraven 2 golov še ena lepa situacija za zadetek. V tistem trenutku oziroma momentu je Zajc ubranil strel Predikaki. To je bilo, ko je bil že rezultat takšen, ki ga trenutno vidimo na semaforju, se pravi 1-2. Skozi celoten prvi del pa lahko mirno rečemo, da so imeli domači nekakšno prednost v posesti. Predvsem Zavrčani so zelo dobro čvrsto stali in iz hitrih protinapadov pretili. Težave ima Kelc zdaj v teh trenutkih, vendar le na koncu avta, kot vse kaže, bo pripadal Zavrču. Izvajalec bo Koren. Cesar proti Krušiču, ta je žogo izgubil, Potočnik pa takoj spodajo proti Predikaki, ki je sam pred Zajcom. Predikaka strelja, brani Zajc. Kar naenkrat so gostje prišli do lepe priložnosti. To je tisto, kar so počeli že v prvem delu, ta direkten prehod, direktno takoj žoga proti Predikaki, ki je zraven gola, ki ga je dosegel, imel še 2 lepi situaciji, lepi priložnosti, da bi bila prednost Zavrča lahko višja. A lahko še povemo tudi, da pri rezultatu 1-0 za goste je imel Kureš res sijajno priložnost za izenačenje, takrat z glavo z bližine je zgrešil celoten gol. Krajnc je iskal Kelca, ta je žogo prepustil do Plajnška. Plajnšek prebral je njegovo namero Letonja. Kelc pa takoj s prenosom na levo stran Vnuk ni najbolje posredoval. Zdovc je iskal Kureža, na koncu vendar do žoge Kureš, Blaž Cesar, Ferčec, mirno Potočnik nazaj do Letonje. Letonja nastreljal Cesarja, ki je prejel močan udarec. Za nekaj trenutkov, kot se kaže, ostal tudi brez sape. A Blaž Cesar bo, mislim, da lahko nadaljeval z dvobojem. Krajnc podaja proti Mesariču.
Kelc. Kelc z dolgo podajo, lepa podaja proti Kurežu, uspešen sprejem, Kurež povratno izkavlja Jaža Kloja, umešal se je Bojnec. Ploj nazaj do Plajnška. Plajnšek, Mesarič na levo stran Zdovc, Zdovc do Blaža Cesarja, ta povratna podaja Zdovcu, Zdovc pa takoj v kazenski prostor, kjer se odkriva Kurež. Z glavoma sta trčila Kurež in pa eden izmed domačih oziroma gostujočih nogometašev. Sam nisem najbolje videl, kdo je to, ampak če se ne motim, gre za Roka Kajzerja. Zdravniška pomoč na igrišču, tako za enega kot za drugega v bistvu. Ja, Kajzer, ki pa bo, oziroma je že se usedel in kot vse kaže, ni bilo resnejšega udarca v tej situaciji, čeprav še vedno oba na tleh. Kurež je medtem že vstal, mislim, da nekaj podobnega lahko pričakujemo tudi strani Kajzerja. Žoga bo, kot se kaže, pripadla nogometašem Zavrča. Tekma se bo lahko nadaljevala, tako Kajzer kot Kurež pa brez večjih težav nadaljujeta z obračunom. Maroh pa takoj z dolgo podajo uteka Letonja, pravočasno pa z gola tokrat Zajc. Ja, v bistvu, če se dotaknemo nekoliko še streljcev pri Vidmu, ga to na prvem mestu Robert Kurež s 13, Simon Rogina jih ima 5, a Rogina je med tem prestopil, oziroma pred tem spomladanskim delom prvenstva se je preselil k direktnemu konkurentu za naslov Ptujski Dravi, Elvino Podbrežnik pri 4, Podbrežnik tudi ni več član Vidma, ampak je odšel v Dobrovce, David Ferčec pri 3, Blaž Cesar ter Sebastian Krajnc. S po 2 goloma, oziroma ja, Ferčec je s tem današnjim dosegel še svojega 4. Kar se pa tiče rumenih in rdečih kartonov, pa na prvem mestu Žan Petek, s po 3 pa Blaž Cesar, Marko Šegula, Domen Vidovič ter Klemen Kelc. Skupno so pri Vidmu prejeli 33 rumenih in kar že 4 rdeče kartone, lete so prejeli Zajc, Ferčec, Krušič in pa Đuran. Prekršek Mesariča, to bo prosti strel za nogometaše Zavrča. Še vedno na tleh eden izmed gostujočih nogometašev. Izvajalec prostega strela pa bo, kot smo že vajeni, kapetan Denis Potočnik. Ustavil je Jan Briško, je bil tak, ki je obležal. Potočnik, nevaren predložek, Draškovič je na koncu še enkrat več želel žogo poslati v kazenski prostor, v center kazenskega prostora, bi lahko rekli, dobro je vse skupaj spremljal in tudi blokiral ta poizkus podaje strani Draškoviča Plajnšek in kot zaviden, tudi to prekinitev pa bo izvedel kapetan Zavrča Denis Potočnik, kot za Zavrč seveda. Kar nevarni so pri Zavrču po teh prekinitvah oziroma pri predložkih v kazenski prostor tudi tokrat dobra situacija. Draškovič je zadev prečko, ja, kot sem dejal, pri Vidmu ne stojijo najbolje pri teh prekinitvah in še enkrat več se je to tudi izkazalo. Draškovič je stresel
prečko, ja, nekaj sreče za Videmčane, nogometaši Zavrča so v tem drugem polčasu že imeli dve sijajni priložnosti. Prvo je zapravil Predikaka, oziroma dobro je prebral njegov strel vratar Zajc. V tem drugem poizkusu pa sreča za domačine, prečko je stresel Draškovič, Potočnik ima nekaj prostora, Potočnik lepo proti Predikaki, še vedno Predikaka mimo Mesariča, brez težav, še vedno Predikaka, na koncu pa gol out za Zajca. Mesarič danes, ja, kar nekaj teh napak si je privoščil, zamujan v ključnem trenutku. V Taboru gostov so zahtevali 11 metrov, ko glavni sodnik s to signalizacijo, predvsem napadalca Predikake, ne strinja. Videmčani pa medtem že nadaljujejo s tem obračunom. Zdovc proti Ferčecu, teče pa 55 minuta v drugem polčasu. Ferčec je iskal Krajnca, še vedno v posesti domači, utekal je Ploj, videl ga je Kureša, dobro je bil postavljen Kajzer, izbija Mesarič pred Predikako tokrat. Kaže, Mesarič je pohodil v tem dvoboju Letonja, če se ne motim, oziroma ne, to je bil Jan Briška. Out za Videm, izvedel ga je Ferčec, oziroma žogo želel športno vrniti gostujočim nogometašem. Kureš pa se je kar umešal in žogo vzel. Planšek na desno stran, kjer je Krušič, Kelc podajal kazenski prostor, Maroh je vse skupaj spremljal. Ja, mislim, da v takšnih situacijah 11 metrovke ne bomo videli. Tukaj nekaj protestov tudi iz tribun za to posredovanje Maroha. Kelc mirno, pametno žogo prepušča Zajcu, Zajc pa takoj na desno stran, ker je že krenil Planšek. Planšek na desno stran proti Krušiču, Krušič nazaj do Kelca, Mesarič na levo proti Ferčecu. Ferčec se Zdovcu, menjala sta položaju za ta napad Zdovc in Ferčec. Zdovc pa je privolil pod svoje ekipi, posredoval je Vnuk. Pod za Videmčane pa bo izvedel Kureš. Proti oddaljenejši vratnici, Mesarič, sijajna priložnost za izenačenje. Mesarič je že premagal Maroha, na golovi črti pa je izbijal, če se ne motim, Koren, na to pa še z levico visoko čez gol. Mesarič, ja, sijajna priložnost je bila to, da bi Videmčani prišli do izenačenja, a zapravili so jo, oziroma mislim, da lahko rečemo, da je Koren tokrat z dobrim posredovanjem preprečil to izenačenje. Mesarič je zaključeval kvalitetno, premagal Maroha, ampak Koren dobro postavljen. Ferčec dovolj hiter, žogo je zgolj prepustil Bojnecu, kateri jo je odpeljal, še vedno Bojnec. Bojnec v bloku Krajnc in kot za Zavrč. Ja, tako eni kot drugi so že imeli priložnost pri Zavrču, celo dve, da bi lahko prišli do zadetka v tem drugem polčasu.
sporazum pa med Rokom Cesarjem ter vnukom in out za Videm. Krajinc spodajo proti Plajnšku. Plajnšek je krenil po desni strani, a žoga z igrišča, iskal je Krušiča, out pa za Zavrčane. Podaja proti Jambrišku, še enkrat več so gosti hitro zapravili žogo in domači znova želijo priti do priložnosti oziroma morda prevečkrat nogometaši Vidma zaustavijo celotno akcijo, morda bi morali kdaj pa kdaj tudi poizkusiti s kakšnim hitrim protinapadom oziroma hitrim prehodom. Kureš zbija Jambriško zgolj do Krajinca, ta takoj na desno stran do Plajnška, Jambriško v bloku, out za Videmčane. Prevelikokrat na tej tekmi so domači dali možnost Zavrču, da se vrne v obrambo oziroma da se postavijo tako, kot si želijo. Jambriško se dobro postavijo Ploju, a hitro so gostje zapravili žogo, Zdovc takoj z diagonalno podajo na desno stran, kjer se opijo Krušiča, previsoka podaja strani Zdovca. Mesarič Potočnik je bil dobro postavljen, prekršek Blaža Cesarja nad Bojnecom. Na drugi strani pa, kar se tiče rumenih kartonov, pri Zavrču pa Dejan Draškovič jih je zbral 6, kar je največ pri Zavrču v tej sezoni, po 4 Jaša Bojnec in Erik Zorec, po 3 pa Pridikaka, Kukovec in Dejan Lazar. Skupno so prejeli 32 rumenih in en rdeč karton nogometaši Zavrča, ali tega je prejel Dražen Lazar. Če se nekoliko dotaknemo preostalih obračunov v tem 18. krogu, Ljutomer Drava, Rače Dravograd, Korotan Hajdina in Podnice Brežice, to so vse tekme, ki so se začele v istem terminu 15. ob 16. Šampion Krško ter ob 18. še Dobrovce Šmartno. Medtem je na desni strani obležal Krušič, če se ne motim. Mislim, da je Rok Kajzer prejel rumen karton zaradi prekrška nad Krušičem, prosti strel z roba kazenskega prostora z desne strani za domače nogometaše. To je pa bil zdaj hiter prehod strani Videmčanov in takoj so manjše težave spravili branilce Zavrča. Na izvedbo tega prostega strela pa sta pripravljena Aljaž Ploj in pa Robert Kureš. Bomo videli, kateri izmed teh dveh nogometašev bo žogo poslal v kazenski prostor. Ploj je levičar in bi morda, če bo on izvajalec, celo poizkusil z direktnim strelom na gol Maroha. Še vedno čakamo na izvedbo tega prostega udarca. Bomo videli, kaj lahko pričakujemo, kot se kaže, bo Ploj tisti, ki ga bo izvedel tako. Ploj, oster predložek, mislim, da je bil morda to celo strel na gol. Draškovič je vse skupaj dobro spremljal, žogo z glavo je zbil. Kot zavidem na koncu, izvajalec pa bo Robert Kureš.
Kureš proti oddaljenejši vratnici, kjer je povsem sam ostal zdolc, še enkrat več, pa z golove črte rešuje Koren. Tudi tokrat so pri Zavrču pozabili na oddaljenejšo vratnico, ker je tokrat sam ostal zdolc, premagal Maroha, ampak Koren sijajna intervencija na golovi črti. Ja, nogometaš Zavrča Koren je kar dvakrat v tem drugem polčasu rešil svoje moštvo. Bilo je tokrat proti bližnji vratnici, izbil je Kajzer, to bo še en udarec iz kota za Videm. Videmčani pritiskajo, želijo si izenačenja, iščejo ta gol. Tokrat najvišji Ferčec, še ena podaja proti bližnji vratnici, a Ferčec je slabo zaključeval. Res sijajna intervencija Korena, še druga v tem drugem polčasu, prvič tudi po udarcu s kota z desne strani. Po podaji Kureža takrat najvišji Mesarič, premagal Maroh, izbil je Koren, drugič pa zdaj v 65 minuti tudi tokrat podaja Kureža proti oddaljenejši vratnici, kjer pa je bil najvišji Zdovc, oziroma povsem sam je ostal Zdovc, tudi on je premagal Maroha, še enkrat več na mestu Koren. Kurež pa tokrat v samostojni akciji brez kakršnekoli nevarnosti. Dotaknemo nekoliko še statistike letošnjega prvenstva. Ja, do tega 18. kroga je bilo odigranih 119 tekem, videli smo 70 zmag domačih, 30 gostov in še 19 neodločenih rezultatov. Najvišjo zmago pa so v prvem krogu zabeležili nogometaši Krškega, ki so Šmartno premagali s kar 9-0. Do sedaj je bilo doseženih 436 golov, 284 proti 152 pa je v gol razliki v prid domačih moštev. Na desni strani Krušič pri žogi je žoga, a slednja moja odšla z igrišča. V povprečju tako tretje slovenske nogometne lige Vzhod na tekmo pade 3,6 zadetka. Dosojenih je bilo že 32-11 metrov, recimo doseženih 6 avtogolov. Out za Zavrč, na desni strani ga bo izvedel Vnuk. Vnuk je iskal predikako dobro postavljen Zdovc. Krajnc, uspešnejši Potočnik v dvoboju kapetana in dveh desetk. Po desni strani je zdaj nekaj prostora osvojil nogometaš številko 21, gre za Roka Cesarja. Mesarič na koncu uspešnejši, Zdovc takoj z dolgo podajo proti Kurežu, ki se je odkrival. Kurež proti Ploju, mešal se je Bojnec, ja, Ploj nekoliko preveč mehko v teh dvobojih, kot da bi si ne upa čvrsto kreniti na žogo. Ja, Aljaž Ploj je nogometaš, ki prav gotovo premore kvaliteto, nastopal je že v prvi slovenski nogometni ligi. Za avto pa bo žogo v igro poslal Alen Planšek. Ploj nazaj povratno podaja do Planška, ta tudi Ploju, Planšek mimo Potočnika. Vse skupaj je spremljal Kajzer in na koncu tudi izbil. Planšek nazaj s podajo proti Krajncu, Krajnc na desno stran, kjer je Cesar s prenosom. V prepovedanem položaju pa se je znašel Kurež.
Kureš 13 zadetki, tretji strelec letošnjega prvenstva. Pred njim sta Niklas Barnadi-Tanji z 19 in pa z 18 oziroma 17 Žiga Ribič iz Krškega. Niklas Barnabas-Tanji pa nogometaš Brežic. Na četrtem sledi Jernej Orović, ki jih je dosegel 12, Jetmir Toraj, šampiona, ter Semin Umerović iz Šmartnega pa sta dosegla 10 zadetkov. Od teh prvih 5 strelcev letošnje sezone v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod, Zdovc medtem slabo, žoga čez nogo bi lahko rekli. Ferčec izbija Potočnik. Leh je obležal Potočnik, ki je prijel udarec, oziroma mislim, da ga je pohodil eden izmed domačih nogometašev. Še vedno na tleh Potočnik, a medtem je že vstal. Desna stran, kjer je Krušič. Krušič s podajo proti Ploju. Ploj tokrat do strela. Ta poizkus je bil preveč mehak. Planšek mirno Bojnec, žogo spušča za Letonjo. Letonja, preveč je poizkušal Letonja. Krajnc, Kureš, Ploj se je nameščal. Prekršek Bojneca na koncu nad Krušičem. Bojnec je povsem izgubil živce v tej situaciji in jasno prijel tudi rumen karton. Mislim, da predvsem zaradi te reakcije na koncu. Strel, oziroma sodnik znova odhaja proti klopi Zavrča, kjer je še enkrat v dvoboju z Denisom Kuserbanom, ki je tokrat prijel rumeni karton zaradi ugovarjanja. Še vedno Kuserban nadaljuje. Ja, moral se bo umiriti. Kaj podobnega smo videli že v prvem polčasu, takrat mu je sodnik pogledal skozi prste, tokrat ne. Po žogi pri izvedbi oziroma pred izvedbo tega prostega strela pa pri Ridemčanih Ploj, Kureš, Zdovc ter Blaž Cesar, ja, kar 4 nogometaši. Blaž Cesar izgleda kot da se nekoliko umika in tako so še ostali 3 kandidati, če lahko tako rečem. Ja, morda položaj najbolj ugoden za levičarja, to pa je Aljaž Ploj, ampak glede na status Kureža kot najboljšega strelca ekipe, mislim, da lahko pričakujemo njegov zaključek. Tako je Kureš slaba izvedba prostega strela Kureža. Hitro so v bistvu zapravili ta ugoden položaj, ugodno situacijo za zaključek domači. Mesarič proti Zdovcu. Nam pritiska Briško, Zdovc je prišel v situacijo za podajo, na koncu so bili dobro postavljeni domači oziroma gosti v fazi branjenja, mislim, da skupnimi močmi sta ga ustavila Vnuk ter Potočnik, nekoliko previsoka podaja pa za Roka Cesarja. Ja, še vedno imamo rezultat z prvega polčasa, 1-2. Oster prekršek
tam Predi Kaka, če se ne motim. Oziroma ne, ni bil Predi Kaka. Letonja je storil prekršek nad Zdovcem. Že 75. minuta, Jambriško in Zdovcu dvoboju. Jambriško je bil za trenutek uspešnejši, na koncu pa prekršek Zdovca. Prosti strel pa znova pri Zavrču izvaja kapetan Denis Potočnik. Potočnik spodaja v kazenski prostor, iskal je Predi Kako. Kelc pa je pametno žogo nastreljal prav v slednjega in tako priboril gola od Zajcu, katerega je že na kratko izvedel prav proti Kelcu. Planšek znova do Kelca, Kelc spodajo proti Mesariču, Mesarič na levo stran. Mesarič, Kelc. Kelc je iskal Ploja, ki ima težave. Težave ima Ploj. Pritisk zdaj Letonja na Kelca, ki se je dobro znašel, vse skupaj mirno razrešil. Ploj pa takoj spodajo proti Krušiču. Krušič, Kureš, v desni strani Planšek proti oddaljeniši vratnici, kjer je skakal Ploja, žoga ga je preletela. Zdovc hitrejši od Jambriška, Zdovc, Krušič, znova na desno stran, kjer je Planšek. Nam pazi Koren, Planšek preigrava, Planšek z levico. Slab zaključek, podaja se vseeno, pri žogi so že gostujoči nogometaši, po desni strani je krenil Vnuk. Vnuk takoj dolgo podajo proti Predi Kaki, ki bo dovolj hiter. Predi Kaka mirno, Predi Kaka še vedno, Predi Kaka v preigravanju, Predi Kaka, gol! Gregor Predi Kaka, 1-3, 77. minuta. Ja, večinoma je Predi Kaka sam rešil tole situacijo. Nekaj sreče je tudi imel vmes. Žoga se je, mislim, da tudi pri strelu dotaknila enega izmed domačih branilcev, tako preletela Zajca, ampak ja, Predi Kaka še do svojega drugega gola na tekmi. V 77. minuti so nogometaši Zavrča prišli do povišanja prednosti 1-3, kaj to pomeni za nadaljevanje. Ali Videmčani še verjamejo, oziroma ali se lahko poberejo iz te zelo težke situacije, težkega položaja. Mislim, da se tudi sami zavedajo, da so imeli dve res sijajni priložnosti za izenačenje, ko je bil vratar Maroh že premagan, a je iz golove črte obakrat vse skupaj rešil oziroma razrešil Koren. Mislim, da med tem nekaj težav za gostujočega vratarja, če se ne motim. Zelo težko bodo zdaj nogometaši Vidma prišli do kakršnekoli točke na tej tekmi. Ne, na tleh je Rok Cesar, ki ima težave. Bomo videli, ali bo lahko nadaljeval ali pa bo potrebna zamenjava. Ob robu igrišča se pripravlja zamenjava. Ja, ne vem, če je leta namenjena za Roka Cesarja, ampak mislim, da bi lahko rekli, da je v igro
bo kot vse kaže na mesto slednjega vstopil Tursanović, ampak počakajmo še na uradno naznanitev. Priložnost še enkrat za Videm, tudi tokrat se je v njej znašel Kureš, tudi tokrat ni zadev. Ja, zdaj pa vendarle prva zamenjava tudi v taboru gostov na tej tekmi, kot že rečeno iz igre, mislim, da zaradi poškodbe Rok Cesar, v igro pa bo na mesto njega vstopil nogometaš številko 3 Jusuf Tursanović. Predikaka žogo spustil Jan Briško, oziroma Predikaka strelja Jan Briško, v dobri situaciji Jan Briško, gol 1-4, 80. minuta, še četrti gol za Zavrč na tej tekmi, tokrat pa strelec Alen Jan Briško in ja, mislim, da so s tem zadetkom v 80. minuti nogometaši Zavrča rešili vprašanje zmagovalca in kot vse kaže, bodo vse 3 točke potovale v Zavrč, Videmčani pa bodo prijeli boleč udarec v boju za naslov prvaka po prejšnjem krugu, ko so doživeli poraz na Ptuju proti direktnemu konkurentu Dravi, tako izpustili prvo mesto s porazom s 3-1, jih pa zdaj, kot vse kaže, na domačem igrišču čaka še hujši, mislim, da tudi bolj boleč poraz, nepričakovan. Diagonalna podaja Cesarja proti Zdovcu. Mirno Cesar nazaj proti Krajncu. Krajnc na desno stran, kjer je Planšek. On je pritisnil Letonja. Letonja in na koncu out za Zavrč. Izvajalec avta Koren. Koren je iskal Predikako. Bojnec prekršek Blaža Cesarja, za katerega bo prejel rumen karton. Prosti strel bo izvedel Rok Kajzer. Kajzer strelja mimo gola. Optimističen poskus Roka Kajzerja v tej situaciji. Bojnec, ja, s tem četrtim zadetkom pa se že lahko vidi, da so Zavrčani povsem odrezali. Vidim, da slednji ne verjamejo več, da še lahko pridejo do kakšne točke na tej tekmi. Ja, to pa zdaj nogometaše vidimo postavlja v zelo, zelo težak položaj pred nadaljevanjem sezone, predvsem kar se tiče seveda tega prvega mesta. Zelo, zelo težko je pričakovati, da bodo nogometaši Drave danes izgubili v Ljutomeru. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko rekli, oziroma po pričakovanjih, bo Drava pred 19. krogom prišla do 5 točk naskoka. Potočnik, lepo se je znašel Potočnik. Od slednjega je bil hitrejši Krušič, Potočnik še vedno ustraja s pritiskom na Kelca, Kelc proti Ploju, ta mirno
do Krušiča, Krušič je iskal Krajnca, Krajnc prekršek je storil Jusuf Tursanović. Mesarič na desno stran proti Kelcu. Kelc, težave je imel Bojnec, dobro, Bojnec popravlja vse skupaj, Kajzer, Briško nazaj proti Vnuku, če se ne motim, oziroma Trifunoviću. Prosti strel oziroma gol-out za nogometaša Zavrča, oziroma Vidma, se opravičujem, ob robu igrišča pa 3 zamenjave. Te pa bodo v taboru Vidma, iz igre odhajajo Cesar, Kelcer, Krušič, v igro pa mladeniči, bi lahko rekli Žižek, Vidović in pa Kirviš. Tudi te 3 zamenjave na nek način nakazujejo, da pri Vidmu ne verjamejo več, da lahko pridejo do kakršnekoli točke na tem dvoboju. Pri Zavrču pa se za vstop pripravlja Nikola Vočanec. Gre za napadalca, morda bo iz igre odšel dvakratni strelec Gregor Pridikaka. Še vedno čakamo na vstop 2 nogometašev pri Vidmu. Za skupaj se je nekoliko zakompliciralo, kot vse kaže. Vendarle končno dovoljenje, ja, tako mislim, da je Vočanec s prstom pokazal proti Pridikaki, ki bo odšel z igrišča, jasno ob aplavzu gostujočih nogometašev oziroma navijačev, ki jih je prišlo tudi kar nekaj, podpirati svojo ekipo in domov bodo odšli zadovoljni z vsemi 3 točkami, tako Pridikaka iz igre v igro pa Nikola Vočanec. Gol-out pa bo izvedel Zajc, takoj na kratko proti Zdovcu. Mislim, da teh zadnje 4 minute so še zgolj formalnost, glede na rezultat in pa seveda tudi glede na to, kako se vse skupaj odvija na igrišču, da so Videmčani od 80 minute, ko so prijeli ta 4. gol, povsem brez volje, brez energije. Ploj med tem pri žogi, Ploj, vključil se je Vidović, a na koncu out za Zavrč, izvajalec bo Vnuk. Vočanec, do žoge je prišel Briško, ta znova do Vočanca, Vočanec v samostojni akciji, Mesarič mu dozel žogo. Na levi strani v posesti je Domen Vidović. Vidović nazaj proti Zdovcu. Mesarič, ta do Krajnca, ja, tudi te podaje strani Vidma na nek način že dajo vedeti, da tudi sami vedo, da je vse skupaj rešeno. Planšek do Ferčeca, Ferčec proti Kurežu, Kurež mimo gola, Kurež tudi tole ni zadev. Ja, treba je vedeti, da so tudi pri Zavrču imeli nekaj sreče na tej tekmi, nekaj ključnih posredovanj pa je seveda imel Koren, oziroma 2 ključna posredovanja, vsaj po mojem mnenju pri rezultatu 1-2. Medtem pa še ena zamenjava, tokrat v taboru Zavrča. Iz igre
Dario Letonja, v igro pa bo vstopil Mihael Jakopanec. Kot že rečeno, je imel Marcel Koren tista dva ključna posredovanja pri prednosti z 1-2, ko so imeli po standardnih položajih, po udarcih izhoda, obakrat je bil podajalec Kureš, prvič se v priložnosti znašel Mesarič, če se ne motim, premagal Maroha na golovi črti, je izbijal Koren, v drugem primeru pa je Zdovc zaključeval, tudi on je že premagal Maroha, ampak še enkrat več na pravem mestu, dobro postavljen Koren, ki je tako s tema dvema posredovanjima onemogočil izenačenje Vidmu. Ploj Mesarič proti Ferčecu. Ferčec tokrat ni uspel zaustaviti podaje, izbija Kajzer. Out bo izvedel Planšek proti Ploju, ta takoj s povratno podajo znova do Planška. Bojnec Ploj pritiska tokrat na rezervista, da je bil to Mihael Jakopanec. Iz avta pa Koren. Iskal je Ločanca. Jan Briško dovolj hiter, Jan Briško hitrejši od Mesariča, še vedno Jan Briško. Jan Briško v preigravanju, na koncu ga je zaustavil Zdovc. Še vedno Zdovc in Jan Briško v dvoboju. Zdovc izbija, miša vse Potočnik. Bojnec pa mirno na desno stran, kjer je Mihael Jakopanec, Vnuk, znova Jakopanec, Bojnec. Na koncu pa žoga z igrišča in out za Videmčane. Krajnc proti Ploju, ki ima nekaj prostora. Ploj je vse skupaj zaustavil. Ja, to je tisto. Preveč je bilo tega zaustavljanja danes strani Vidma, ko so imeli morda priložnost za hiter prehod, za hiter protinapad, so vse skupaj ustavljali in dejansko čakali, da so se gosti vrnili in postavili, kot si želijo, v fazi branjenja. Izbija Kajzer, teče že 91. minuta. Ja, glede na rezultat, mislim, da ni smiselno, da glavni sodnik še pušča igro, ampak dobro. Pravila so pravila, kot vse kaže. Nekakšna smešna situacija, Koren je spodnesel Tursanoviča, soigralca. Potočnik, lepo se je obrnil Jan Briško, znova proti Potočniku. Krajnc, Ferčec, nesporazum, slaba podaja tako za Kureža in Ploja. Maroh jasno zavlačuje, Zavrč bo upisal si 3 točke, kot smo že dejali. Zdaj bo pri 26, ja, v ugodnem razpletu se lahko že znajdejo na 7. mestu in tako za 5 Brežicami recimo pridejo zgolj do 2 točk zaostanka, če bo jasno vse skupaj potekalo po nekih normalnih smernicah, kar se tiče ostalih obračunov. Še vedno teče ta dvoboj, glavni sodnik ne želijo piskati konec, kot vse kaže. Ja, bilo je nekaj menjav, nekaj tudi rumenih kartonov, ampak kar se tiče samega rezultata, je vse skupaj odločeno že od 80. minute. Tursanovič, do žoge je prišel Kajzer proti Bojnecu. Bojnec na desno stran, kjer je Jakopanec.
napaka Jambriška zdajle in pa vendarle zadnji sodniški žvižg. Zavrč odhaja z vsemi 3 točkami iz Vidma in tako, kot že rečeno, prihaja do svoje 26. Videm pa tako ostaja pri 37. Na hitro še preletimo strelce. Prvi gol na tekmi v 10. minuti Gregor Predikaka 0:1, na to povišanje v 34. minuti preko Letonje. Edini gol za Videm je na tekmi dosegel David Ferčec v 42. minuti končnih oziroma še 2 gola v drugem delu, 77. minuta Gregor Predikaka in končnih 1:4 je v 80. minuti postavil Alen Jambriško. Z moje strani naj si bo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.